Tako, gremo kar v nadaljevanje, drugi del nas čaka. Z nami je že drugi današnji gost in sicer prihaja iz Olimja, Tim, star je 20 let in nastopa kot DJ Medway. Tim, lepo pozdravljen. Evo, že dolgo nismo imeli DJ-ja v oddaji, veš? Res? Zelo dolg. Nekako bi rekel, da v Sloveniji te DJ scene je zelo malo. Kaj pa ti praviš? Ja, mislim, da je kar tako še malo nerazvita elektronska glasba. Predvsej ta komercijala, elektronska glasba tak. Zakaj misliš, da je to tako? A ne vem. Tukaj je Ker po svetu recimo imamo teh DJ-jev svetovnih, evropskih je cel kup, vsi so zelo uspešni, pri nas pa dobro, imamo Umeka, ne? Ja, dobro, to je bolj že tehno scena, ne? Ampak ja, to, ko vidim v klubih, se bolj tako tudi tehno vrti, ne? Ne vem, zakaj je to tako. Bolj jim paše. Bolj paše, ne? Bolj sedi, očitno. Tudi recimo te festivale, teh elektronske glasbe, tega pri nas v bistvu praktično ni, ne? Ja. Možit pa že kar tujino na to, ne? Ja. Poreč je zelo znan, ne? Ja. Zrče. Zrče, ne? Pri nas pa tega praktično ni. Čeprav enih par festivalov je, Smile Nation, leto sem tudi nastopal v Hrastniku na enem festivalu. Tako da ja, enih par je, ampak ne velik, ne tako kot v Ameriki pa na Hrvaškem. Tule imam zapisano, pri 12 ste se iz Švice preselili v Sloveniji. Ne, mislil sem kot družino, ne. Švice preselili v Slovenijo, to je zelo zanimivo. Ja. Rojen si v Švici, zdaj pa od 12, 8 let že v Sloveniji. Ja, 8 let sem že v Sloveniji. Kje je boljš? Zelo težko za reči. Ne, oboje mi je. Eni govorijo, kak je fajn, bi šel v Švico, v Avstrijo, Nemčijo, eni pa pravijo, da najboljš tu doma, ne. Težka dilema, ne. Mislim, ene stvari so boljše v Švici, ene malo manj, ene so boljše v Sloveniji, ampak kot ljudi so v Sloveniji bolj odprti, bolj so odprti, pač bolj te spremljajo kot kakšen pa si. Ja. Kakšna je pa scena recimo z DJ-je v Švici recimo, kakšna je tam situacija? Je tega veliko, se to razvija? Mislim, da je malo bolj razvito, klubska scena je malo večja tudi, čeprav država je tudi malo večja, ampak ja, je kar bolj razvito. Ok, tule imam tudi zapisan, poleg DJ-ja tudi bobni in kitara, ne? Ja, začel sem v bistvu z bobnami bolj v Švici še takrat, hodil sem neko šolo za ritmiko bolj, glih toliko za foro, imel sem električne bobne, ker sem takrat še živel v bloku, nisem smel biti glas niti, ne. Izolacija sobe, ne? Ja. Tako da so bili električni bobni pa slušalke. Ja, to je v bistvu to, pol pa, ko sem pa prišel v Slovenijo, sem pa bolj v bistvu začel s pevskim zborom. Me je prijatelj prepričal v 6. razredu, takrat, ko sem prišel pač v Slovenijo. Sem tam začel peti, tam tudi mogoče zaradi punc, ne vem. To si upustil, ne? Pol pa se je že začela ona faza kitare, sem se malo lotil. In ja, tam krat pol kitara, od do zdaj. Aha, kitaro še. Ja. A si daj kaj kombiniral, da si kitaro kaj posnameš, pa potem to pesmo komponiraš? Ja, včasih tudi igram akorde, pa se posnamem, pa potem sestavljam cel komad. Ampak redko, priznam, da redko, pa tudi zdaj trenutno redko, kdaj primem še kitaro v roke, kar je škoda v bistvu. Ja, dobro, verjetno ne boš nikoli vokalni izvajalec, ne? Ne, boljše da ne. Ali pa? Zakaj pa prav elektronska glasba, zakaj te to tako veseli? Mislim, da najbolj me inspirira Martin Garrix, pa David Guetta, Tiesto, ti izvajalci. Ko si njih slišal, ko imajo prav, ne vem, cele emocije, ko dajo v en komad noter. In ta zvok tudi, naprimer od Garrixa, Animals, ti zvoki po to me je fasciniralo in jaz sem hotel isto narediti v bistvu. Po odri skakati itak, DJ live. In ja, v bistvu sem to hotel narediti. Itak sem si pol kupil FL Studio, program, v katerem delam glasbo itak. In sem začel delati glasbo in ja. Da začneš DJ, ne rabiš zdaj nekaj opreme in ne, to je v bistvu bolj
samoiniciativa in veliko pač vztrajnosti, verjetno. Ja, zelo veliko vztrajnosti. Zelo veliko. Nisi pa nikoli hodil prav v glasbeno šolo, ne? Da bi tam... Ne, nikoli. Taj si samouk. Ja, vedno samouk. Prek YouTubea sem se učil, tutoriale gledal, tako da ja, se sproti. Kdaj govoriš s kakim DJ-jem za kak nasvet, recimo? Ja, imam še kontakte iz Švice, se pomenimo, si svetujemo, si pomagamo in je cool. Z veseljem delijo znanja, ne? Ja, tudi meni ni problem, komu kaj napisati, kaj pomagati, tako da. Si kdaj tudi užival pri kakšnemu večjemu, recimo, dogodku, kjer kak znan DJ nastopi, recimo, vemo, Geta je bil tudi v Ljubljani. Ja, Geta je bil nazaj. Festival je bil letos v Hrastniku, kot sem že prej rekel. In je tam nastopil tudi Džamo in Matroda, Hrvat Matroda in tudi Džamo je Nemec, 36. najboljši DJ na svetu. Aha, a so prav rangirani? Ja, so. Kdo je pa top 3? Top 3 je David, mislim 2020, David Guetta, Martin Garrix pa Dimitri Vegas, Like Mike. Kakšni pa kriteriji za to lestvico, da se določi? To gre, mislim, da so vsi, mislim, v nastopi, koliko gledal na komad, kakšni reach, top lestvice, koliko so... To se skupaj sešteva, koeficienti. No, to pa nisem vedel, ne? Evo, vmes, kar nas zdravi iz tega lončka, Emo Shop podarja lončke, dajte nas poklicati, en lonček je na voljo King, s katerega Mija pijema, ali pa Queen, odvisno, kdo nas bo poklical. Božič je kmalu, tako da če še nimate darila, tole je odlična šansa, dostavimo ga lahko že jutri. Ja, to je zdaj kar dilema, kdaj dobiš, ne? Ja. Ok, imam eno vprašanje in sicer Maja iz Celja nam je pisala, seveda pica, tako kot si napisala. Kateri je tvoj najljubši DJ? Evo, čisto kratko vprašanje. Martin Garrix. Aha, ok. Razložiš še zakaj, ne? Martin Garrix zato, ker vedno skuša nekaj drugačnega narediti kot ostali in ima nek svoj zvok in čez čas tudi spreminja svoje zvoke, naprimer zdaj je izdal album Area 21 in proba vedno nekaj novega narediti in to me ful inspirira, ja. Ok, zdaj verjetno si v zakulisu gledal že prvega današnjega gosta Boštjana. Vemo, da se pri vprašanjih ni najbolje znašel, eno točko je osvojil. No, tokrat tudi ti imaš glasbeni preizkus in sicer Magnifico. Ja, težko, ne? 3 vprašanja, želim 3 odgovore, možnih je 9 točk. Poznaš ga verjetno, ne? Ja, poznam ga, samo več kot ena točka, ne vem, če bo. Mogoče se ti pa, po sreči. Prvo vprašanje, koliko je star gospod Robert Pešut? Jaz sem bil enkrat na njegovem koncertu celo. To je že nek plus. Žalcu takrat. Zdaj pa koliko je bil takrat star, pa če se štejemo. To je bilo ene... Ok, naj ti pomagam, več kot 50. Ja, ok, več zdaj kot pa več pa 50, ne smem ene 3 povedati. leta sem bil nazaj, tako da jaz bi rekel ene 54 let. 54 let, žal ne. 56, 58 ali 60. Aj, že toliko star. Ja, no, star. Je še kar mlad. To si še kar fajn v teh reklamah za trgovino vrti, če si kako glas gledal, to zdaj na polno snema. Jaz bi rekel 56? 56, ja. Ok. Imaš prvo točko? Evo, ne boš na nuli, le. Si na lestvici, ne? Ok, poznaš njegov komad Silvija? To vsi ga poznamo, ne? Ja, mislim. Silvija, ne? Evrovizijski, ne? Ja, na Emi v bistvu, ne? Mislim, da je Silvijo, ja. Zanima sem katerega leta? Dobro vprašanje. 1900, ne? Se pravi, on je bil, smo zdaj ugotovili 56 let. 1992. Ja, premalo, ne? 96, 98 ali 99? Bo kar 99. 98. Ja, 98 ga je Silvija, je ta komad zelo uspešen. Zdaj, Magnifico je pa tudi v dosti filmih igral. Kar nekaj filmih se je pojavil noter, ne? Okay.
nisem si napisal katerih, ampak zdaj me koliko filmih se je not pojavil. To je zdaj ugibanje. Nekaj jih je bilo. Manj kot 10, no. Ja. Ni Hollywood star. Ne, ni, ampak malo za foro je prišel not, ne, ni igralec, ampak se je pa dobro odrezal, ja. 4. 4, žal ne, Ja. 5, 7 ali 9. Aha. 9 je preveč. 9 je res preveč, ja. 5. 5? Kaj misliš, prav ali ni prav? Prav. Prav, ja. Ja. Evo, 2 točki. Moram ti povedati, da veliko gostov gre domov z 0 ali pa 1 točko, tako da nisi čist na dnu, ne? No, super. Sem vesel. Ampak, dobro, 2 točki za Magnifika, ki ga niti ne poslušaš veliko, ne? Ne. Gremo naprej in mi je na DJ sceno. Zdaj, eno pesem bomo danes slišala, ampak imaš pa tudi že neko novo pesem v planu, ne? Ja. Ne? Lahko kaj o njej poveš? To je pesem Gone, ki prije januarja ven, z eno zelo uspešno založbo nemško. In bo prišla, mislim, da tam okoli 22. Je Switch label, Switch Music. In imajo tak deal za Sony Music tudi, ki bojo distributirali moj komad, se pravi širili v svet. In ja. Super. Kako pa v bistvu, če bi zdaj tako čist amatersko, za tiste, ki nič ne vejo, na kratko, kako v bistvu pesem do končnega, kako nastane, se pravi do tistega, kar mi slišimo na Aha, od začetka do konca. Ja. Ampak čisto tako za amaterje, ne? Ja. Brez zapletenih izrazov. Ne, naše čisto gledalce in enostavno, gledalke. čim bolj enostavno. Za začetek vedno, ko se vozim naprimer z avtom, pa nekaj hodim, imam neko melodijo v glavi in si zapojem na telefon. Tako kot Boštjan, če si ga A ja? poslušal. On si tudi zamrmra in se posname in potem iz tistega vleče. Ja, tako je nam celo najlažje v bistvu, ko dobimo spontane ideje, bolj kot ne. Se pa tudi kdaj zgodi, da se usedeš pa začneš akorde delati pa melodijo in tako se v bistvu začne, jaz tako začne moj komad z melodijo in z akordi. Okay. Ponovadi s pianino, ker če s pianino dobro zveni, bo tudi pol z drugimi soundi zvenelo dobro. To je tako pravilo. In pol v bistvu gradiš okoli te melodije cel komad. Melodijo uporabiš pol mogoče v onem main delu, mislim najboljšem partu. Na začetek igraš malo bolj akorde, malo druge sounde uporabljaš in se igraš s soundi. Tam dodaš malo klepov, malo kick, da stopnjuješ, da pride do ene točke, da je pol kao malo bolj. Tako folk nori, ne? Ja, folk nori. In potem se vmes nekaj tako ustavi velikrat, ne? Veliko ima taka in pol padec in pol spet. Ja, da je nek dinamika, ne? Če bi na primer bilo skozi eno in isto glasno, bum, 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 ne bi bilo toliko efekta, ko pa ti prepeleš poslušalca od nekega začetka, pa vedno bolj je pol neki boom efekt bolj. Potem so še pa zelo vokali, pogovarjali smo se prodaje. Ene se da kupiti, Ja. ene pa prosiš koga, da te Ja, postane. ene se da kupiti, lahko kontaktiraš, lahko oni tebe kontaktirajo, nek collab narediš. Obstajajo pa tudi strani danes, ko si lahko dejansko že cel vokal dol potegneš in na mesec plačuješ, ne vem koliko je, mislim da 9 €, Splice se reče. To jaz velikokrat uporabljam, imaš pa tudi različne sounde kot kick, klepi, bobni, soundi, vse ne, imaš gori in se lahko pol dol poteguješ in iz tega pol komad gradiš. Vemo, da v Sloveniji imamo zelo dosti dobrih ženskih izvajalk, ne? Ogromno v bistvu, ne? Si že mogoče s komu na vezi? Trenutno imam ene par idej, ki bi lahko naredil kak komad, tudi meni je v interesu, da spravim mogoče to bolj elektronsko glasbo v Sloveniji, da je bolj komercialna elektronska glasba, ki po mojem mnenju kar manjka na slovenskih radijih ali pa nekje drugje. In ja, imam enih par idej, ko jih bomo sigurno v naslednjem letu. To so cilji za 2022? Ja. Še kakšni drugi cilji? Kakšni večji? Upam, da bo letos, drugo leto kaj več nastopov tudi, klubskih festivalov. Letos tega ni bilo veliko, ne? Ne, res ni bilo. Ja.
Ja, treba bo poletje izkoristiti, takrat so vse lahko. Ne? Ja, Septembra smo pa spet na istem. Na isti situaciji. Ne? Se pravi, od marca do avgusta je vse dovoljeno. Tam nekje. Ne? Do Zornik smo že povedala, top 3 DJ tvoje, recimo, po tvojem okusu, recimo, zdaj prej si povedal po lestvici, kaj pa po tvoji lestvici? Itak Martin Garrix spet. Tudi dobra produkcija ima Brooks, ki je za en čas tudi nehal malo vmes, ampak on ima tudi vrhunsko, ima bolj Future Bounce, se reče v tem stylu, vrhunski tudi. In pa oče elektronske glasbe David Guetta. Tudi nek tak Zornik. Verjetno bi tudi želel daj z njim kako reči, poklepetati. Ga bom jutri poklical, pa se bomo zvedla. Ja, dan danes je tako vse možno v bistvu. Ne? Ja. Tudi verjetno, če bi imel kako opcijo preko Skypa. Bi se dalo nekaj. Ne? Z Umekom sem se že slišal, tudi prek Skypa enkrat. In se da normalno z njim se zmeniti, ne? To so verjetno vsi tako bolj sproščeni. Tudi Džamo takrat na festivalu bil tudi, vsi so sproščeni bolj kot ne. Danes bomo videla pa kater tvoj komad? Gone, ki prije januarja ven. Se pravi, danes neka premiera, ne? Ja, bolj kot ne. Komad še nikjer ni objavljen? Ne, še nikjer ni objavljen. Do danes, ne? Do danes. Danes ga lahko slišite, ja. Tu imaš tudi nek vokal, tudi ena simpatična gospa poje. Ja. Tako vokal si pač te strani. Ja, smo takrat uporabili. Kako je ta komad nastajal? Če mogoče gremo po tisti tvoji definiciji, v avto si ga peval, je tudi bilo pri tem tako? Mislim, da tokrat ne. Usedel sem se v studio, v domačem studio in sem začel z nekimi akordi bolj veselimi in sem pol dobil neko idejo za melodijo. In sem že od začetka nekaj hotel bolj tak smešnega narediti, se boste pol videli v video. In ja, hotel sem tudi mogoče malo povedati neko zgodbo s tem, kot kakšno? Da v bistvu dva, ko se dobro razumeta, pa se včasih spet ne, in to neko harmonijo. Zato so ti dve simpatični pandici, ne? Ja. Ni samo Lyrics video, tako v bistvu prvo smisel, da je Lyrics, potem so pa tam pojavili in smisel, zdaj bo je premier, ne? Pa so pa začeli hoditi, ne? Ker veliko Lyricsov je v bistvu slika je premier, ne? Ti si pa šel prav v spot, ne? Da se prav nekaj dogaja. To je zdaj izjema ali boš vedno imel takele variante? Ne, vedno bom imel, vedno bom poskušal narediti za poslušalca čim bolj zanimiv, ne? Da njem fajn, da uživa. Ker na YouTubeu recimo je dosti teh zadev, veliko DJ-jev naredi ti miksi, ki so eno uro in pisal snema ljudi, ko so na morju ali pa ko se potapljajo. Tega je veliko, ne? To ni več tako izvirno, ne? Ne, se mi zdi, prav neki hotel sem obrniti neki iz druge perspektive, neki posebenega narediti. Tako vedno malo razmišljam out of the box, mogoče tako, ja. Si kot DJ recimo, poleg koncertov tudi recimo nastopaš kakšne privatne zabave, tudi recimo se da kaj naročiti recimo? Ja, tudi to je bilo že bolj na začetku. Poroke? Bolj, trenutno bolj klubi, festivali, malo večje zabave, mogoče tudi kakšne, ja, take stvari bolj. Kje pa v Sloveniji so taki klubi recimo, kjer se to najbolj vrti? Kje te lahko vidimo recimo? Upam, da drugo leto v kakšni cvetličarni ali pa v Cirkus klubu v Ljubljani. Ja, je kar enih par klubov. Ok. Navdihnjena pesem smo pogledala. Mogoče čist na kratko, preden gremo tvoj spot pogledati, poleg te elektronske glasbe še kakšni hobiji recimo, ki smo jih pozabili omeniti? Ja. Ali ti je glasba? Pred glasbo sem treniral nogomet, kar en čas, mislim, da 12-14 let. Poškodba potem ali? Ja, imel sem težavo z nogo, z mišico, me je skozi smatralo, enkrat se mi pač ni več dalo. In je bilo tudi že proti koncu, selekcija se je že izšla, bolj kot ne, in sem pol se posvetil samo še glasbi. In gledajo tekmo na televiziji? Ja. Aha, super. Za kateri klub navijaš? Barcelona. Aha, v Sloveniji?
Ne spremljam neki Facebook. Slovenska liga ni zanimiva. Amatersko, ne? Niti, ne vem, ne zanima me toliko. Reprezentanca? Včasih kako tekmo pogledam, ampak zdaj sem bolj tak v glasbenem svetu, bi rekel. Aha, super. Ok, super, da si se oglasil. Ja, hvala, da sem Sedaj lahko bom pogledal tvoj komad. Za konec pa še vedno mogoče kako praznično besedo za naše gledalce in gledalke, potem pa gremo kar na ta spot. Želim vam lepe praznike, lepo praznujte, spočite se in upam, da se vidimo pol drugo leto v kakih klubih, na kakih festivalih.